Sem vam želim eno lepo, blagoslovljeno dobro jutro. Jezus živi, dragi moji, je največje sporočilo vseh časov, štero prinaša vypanje vsakome človeke. Želim vam ne samo blagoslovljene vyzaň, pač pa osebno srečanje z gorstonjenim Jezusom vsaki den znova. Vsaki den znova v prikazi otrok smo videli smo, ko se nam prinaša vstajenje. Dragi moji, sporočilo Velike noči, sporočilo Vyzma, ne bilo samo sporočilo tiste nedele, pač pa je to sporočilo za vsakoga človeka ešte dnes. Za vsakoga človeka, ne samo za naš, tere smo tu, pač pa je to sporočilo za vsakoga človeka ešte dnes. Jezus je živ in noček je ne moglo biti in noček ne mre biti. Amen. Haleluja. Smo veseli toga. Dragi moji, dosta ljudi proba in so že v preteklosti probali to istino od Jezusa uničiti in probali so naprej spraviti to istino spremeniti v eno drugo istino, ali tisto je laž. Tisto je laž. Laž pa pred svetim Bogom nema obstanka. Je eden pregovor, ki ima laž kratke noge. Jel tega ste že čuli, tej pregovor? Laž ima kratke noge. In znate, kratke noge se hitro gir notr potegnajo. Se hitro gir notr zmuznajo. In tak se tu laž hitro še notr zmuznete ali najte pot do vsakoga človeka. Ali, dragi moji, mi se nemo ukvarjali z lažjov, pač pa z Božov, z nebeškov, z edinov, istinov in to je. Amen. Jezus je gorstono. Evangelist Marko je to zapisal. Istino o dogodke tiste nedele, tom blizu tistoga hriba Golgote, gdje je bil Jezus križan. Leko stanemo gor in preštejmo Božjo besedo v Markovom evangeliju v 16. tale od 1. do 7. vrstice. Markov evangelij 16 od 1 do 7. Božja beseda mene in sem nam tu pravi tok. Marko 16, 1 do 7. Ko je minila sobota, so Marija Magdalena, Marija Jakobova mati in Salome kupile dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi dan tedna so šle k grobu na vse zgodaj, ko je sonce všlo. Med seboj so govorile, kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob? Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob? Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen. In bil je zelo velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, ki je sedel na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom, in so se zelo začudile. On pa jim je rekel, ne čudite se, Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj, poglejte kraj, kamor so ga položili. Toda pojdite in povejte njegovim učencem in Petru, pred vami pojde v Galileju, tam ga boste videli, kakor vam je rekel. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za to sporočilo tiste nedele, tistoga jutra, tistoga čudovitoga jutra. Hvala je tebi, ka si, Jezus dragi, ti ne ostano na križi, ka si ti ne ostano v grobe, ti si ne ostano za komnom, pač pa si živi.
In ne samo, kad si živi, pač pa živiš po tvojom duhu, tudi v mojom, tudi v naših življenjih. Daj nam razumeti tvojo besedo in daj nam modrosti, kad se zanašamo na to sporočilo, na to veselo sporočilo, na to istino vsakom trenutku našega življenja. Blagoslovi vsakoga, šteri je tu, blagoslovi vsakoga, šteri posluša tvojo besedo, kad bi za istino vsakom trenutku bili odločeni, kad to, ko nam tvoja sveta reč prave, kad bi to tu delali. Amen. 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 Izvolite, sestre. Ko je minila sobota, in Marko najedine štiri opisuje tej dogodek. Vsi štirje evangelije gočijo od dneva po sobote. Od dneva po sobote. Sobota je v tistem čase je za Izraelce pomenila in še dnes pomeni den počitka. Den brez dela, den, da se ne upravljalo nikaj drugo, razen tisto, ko je bilo najnujnejše za življenje. Znate, Jezus je ob enoj priliki, ob enoj priložnosti, da je bil napaden, glizavolo sobote, pravo tok, kaj je on tu sobote gospodar. Kaj je on tu sobote gospodar. Dragi moji, ne bojmo sužnje dnevov. Ne bojmo sužnje dnevov, kad tak povem, pač pa vsakom trenutke ene zveste Božje služabnike, štere opravljamo naloge, štere nam je on zavipo. Štere nam je naš Gospod, naš gospodar zavipo. In te, ko je minila sobota, so zveste Jezušove spremljevalke šle poglednit Jezušov grob, kaj bi nadaljevale, kad tak povem postopek balzamiranja, kak je bilo te tom na tistom kraje v navade. Vse so delale prav, vse so delale pravilno, vse so delale tak, kak je bilo te običaj. Brez pripomb bi leko gnes pravili. Tok bi pravili gnes. Brez vsake pripombe. Čista vse to, kak je pravilno. Dragi moji, tu v naše življenje leko mi postopamo tok. Vse leko delamo pravilno. Leko živimo in se obnašamo v skladu z navadami okolja, v šterom živimo, tako delajo vsi ostale. Vse leko delamo prav. In znate, večinoma je tok vse vrede, vse funkcionira, vse ide normalno naprej. Naši južni bratje tako pravijo, život teče dalje. In dragi moji, to vse do trenutka, da se pred nami ne pojavi komen. Da se ne pojavi komen, štere nam stogi na poti in nas ovira, ka ne moremo priti do svojega cilja. In gled, to je bil problem tistih žena. To je bilo njihovo najbolj pereče vprašanje v tistem času, da so delale vse prav, da so delale vse vrede. Te se pojavi v njihovem življenju vprašanje, kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob. Kdo? Što? Kdo nam odvali tej kamen od vhoda v grob? Pa mi smo tako verne. Mi smo tako verne, tako zveste Jezušove spremljevalke. Tako smo pridne. Tako se po predpisaj delamo. Vse. Tako se trudimo. Tu zdaj smo tako zavzete za Jezuša in tu je zdaj kamen. Tu je zdaj kamen. Tu je zelo velik kamen.
Ja, tako piše, tako smo prešteli. Kako smo mi zdaj nadaljevali z našo vpridnostjo? Na taj način nemo mogle izpolniti, nemo niti mogle pokazati drugim, kako smo mi dobre. Kako se trudimo za Jezuša. Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob? Dragi moji, te žene so bile pred problemom, za katerega so ne imele rešitve. In tako je Senjovo prizadevanje bilo v enoj velikoj nevarnosti, ko se osramotijo. Nekaj so ščele, pa te žene so nekaj ščele, nekaj se idajo, pa iz toga vsega nega nič. Draga Božja služabnica, dragi Božji služabnik, v tvojoj zavzetosti služenja Gospode. V tvojoj zavzetosti, v služenje Gospode, do se pojavljale različne prepreke. Pojavljale do se različne velike komne, različne velike prepreke, štere do te ovirale na poti tvojega služenja Bogu. Ja, pojavljala se bodo pitanja, glede to, kako se je pojavilo tisto pitanje ženam. Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob? Dragi poslušalec, v tom jutre te želim spodbuditi, ka ne henjaš, ka ne odnehaš, da se pojavi prvi problem, ka ne odnehaš, da se pojavi prva prepreka, ka se ne obrneš nazaj, da zagledneš veliki kamen, da zagledneš zelo veliki kamen na tvojoj poti. Spodbujam te, dragi poslušalec, ka ideš naprej za voljo toga. Tom te čaka nekaj čudovitega. Da boš šel naprej, boš doživel čudovite stvari. Mnogi se ustavijo pri prvoj prepreki, pri prvem komne v svojem služenju Bogu. Ja, stavijo se. Mnogi se obrnejo in idejo nazaj na staro pot. Da se pojavi prepreka, da zaglednejo na poti služenja Bogu kamen. Obrnejo se, odidejo. In tako, dragi moji, so mnogi ljudje prikrajšani za velike Božje blagoslove. Ne želim, da se to dogaja v tvojem osebnem življenju. Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob? Ja, dragi moji, to je bil problem tistih žena, vse do enega trenutka, dokaj so svoj pogled ne usmerile tja, na tisto mesto, kje naj bi bil Jezus, dokaj so ne poglednile ta, kje bi naj bil tisti kamen. One so imele problem. Ja, imele so problem, ali problema je tam več sploh ne bilo. Problema je več ne bilo, haleluja. Zavolo toga, ka za problemom je bil Jezus. Za problemom je bil Jezus in Jezus je bil žive. Haleluja, dragi moji, to je to sporočilo. Za problemom je bil
Jezus. In zavedaj se, dragi prisoten, zavedaj se, ka za tvojim problemom sigdar stoji Jezus in on je živ. In on je živ, mrtev Jezus bi ne mogel spremeniti nikše situacije, ali živi Jezus pa spremenja situacije v življenje človeka. Torej, on je tisti, štiri leko in tu de od strano komen, de od strano problem, de od strano to, ko te ovira na tvojoj poti, ka bi ne mogel dosegniti cilja. Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen. Aleluja. Kamen je odvaljen. Kamen ovira za dosego cilja je odstranjena. Aleluja. Dragi moji, to bi moglo navdušiti vsakoga človeka z enim veseljem, s hvaležnostjo v Bogu. Ovira za dosego mojega cilja je odstranjena. Zato, dragi moji, so te žene leko šle naprej. Zato so leko šle naprej. Tudi ti boš leko šel naprej za voljo toga, ka Bog je tiste, štere de od strano in štere je od strano komen. To je presenečenje. Dragi moji, to je čudež. To je čudež, to je nekaj najlepšega, kajti to je Božji poseg bil v tisto situacijo. To je bil Božji poseg v tisto situacijo. In zato, ko so žene šle naprej, ne so presenečene, to so mu stonile, ko pa zoj. Ne, da so žene videle, ko se je nekaj zgodilo, so žene šle naprej in doživele so še nekaj. Dragi moji, naš Bog je čudoviti Bog. On je čudoviti Bog, on nas blagoslavlja na tako čudovite načine, na tako različne, na tako neverjetne načine. Vsikdar najde en novi način, ki nas v služenje njeme preseneti. Ali si to že doživel? Doživljaš to? Aleluja! To je Bog, štiri žive in štiri ljubi človeka. Ljubi tebe, ljubi mene, ljubi vsakoga med nami. Najprej so bile žene v probleme za volokomno. Te so bile presenečene, kaj je komen odstranjene, kaj je kroj potisnjene, kaj je prepreka odstranjena, daleko idejo naprej proti svojome zastavljenome cilje. Znate, te, da so one prišle do toga zastavljenega cilja, da so mislile, ka so končno dosegnile, ka daleko izpolnile svoje poslanstvo, ka daleko izpolnile to, za koje so se namenile, tako, te se je zgodilo še nekaj. Doživele so eno novo izkušnjo z Bogom. Doživele so novo izkušnjo z Bogom in dragi moji, Bog ima vsikdar znova nekaj novega za tebe. Vsikdar znova nekaj novega, nekaj čudovitega ima pripravljenega za tebe. Ne zaustavi se, ne stavi se, ne obračaj se nazaj. Gledaj ta, gdje je Jezus in boš doživel čudovite stvari. Doživel boš čudovite stvari. Žene so stopile v grob in zagledale mladeniča, ki je sedel na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom in so se zelo začudile. Ko je pa to zdaj? To smo pa mi ne čakali.
Zelo so se začudile in na tvojoj poti služenja Bogu boš dostikrat doživel začudenje za voljo toga, ko de on delo. Boš doživel, to je garancija. Boš doživel, zato ker on je živi Bog. Haleluja. In on je ustvarjalen Bog. Če ne vržeš, kako ustvarjalen je, se pogledne, je tam vinej v glandolo. Pa boš videl. Pa boš videl, kako ustvarjalen je Bog. Kako čudovito te je ustvaril, mene, tebe, vsakoga med nami. 139. psalm goči od toga. Preštite ga doma. In zdaj poglednemo vrhunec tistega nedeljskega jutra. Mladenič zavolo šteroga so bile tiste žene tako začudene, ne je bil kakšen čuden tip. Ja, dnes lahko srečamo na naših potaj čudne tipe. Ja, lahko srečamo, ali te mladenič je ne bil takšen, ne je bil čuden tip. Ne, dragi moji, to je bil Božji glasnik. To je bil Božji glasnik, který je prinesel drugo največje sporočilo od Jezuša. Štero je bilo prvo veliko sporočilo od Jezuša, se še spomnite? Se spomnite? Ne bojte se. Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil, što? Odrešenik, ki je Mesija Gospod. Lukač 2. tav, 10. pa 11. verš što piše. In to drugo sporočilo vizma, šteroga so čule tiste žene, se glasi tok. Ne čudite se, ali bi lahko tok pravili, ne bojte se, vse je vredi, ne ste zgrešili cilja, ne ste na napačnoj poti, ne ste na napačnom mestu za voljo toga, ker Jezusa iščete. Haleluja! Dragi moji, to je odgovor za vsako situacijo tvojega osebnega življenja. Iskanje Jezuša. Iskanje Jezuša, Nazarečana, križanega. Vse, ko ste si vi predstavljali, žene, je točno, do toga trenutka. Ali obstaja še nekaj več, vse do tu je točno, vse to je resen, to je čista istina, ali dnes je eno novo jutro, dnes je eden novi dan, dnes je ena nova situacija, Jezuša, šteroga vi iščete, takšega, kakšega vi iščete, šter je bil križan, šter je mrl, šter je bil položen v tej grob, za njega obstaja dnes ena nova istina. Ena nova istina. In ta istina je, bil je obojen, haleluja, bil je obojen, ni ga tukaj. Kajte, bil je obojen. Smrt nema oblasti nad njim, za voljo toga, ka on je pot, resnica in življenje. Aleluja! Poglejte kraj, kamor so ga položili. Same se prepričajte, kaj je to, ko vam je pravim, tej mladenič pravi. Tok, same se prepričajte, kaj to, ko vam je pravim, kaj je to istina. Ne čudite se, Jezusa iščete, Nazarečana križanega, bil je obojen, ni ga tukaj. Poglejte kraj, kamor so ga položili. Ali, dragi moji, vidimo, ali vidite, kakšna čudovita sporočila ima Bog za svoje služabnike.
za svoje služabnice. Ja, to je Božje sporočilo za tvoje, za moje življenje. Sporočilo za vsakoga človeka. In zdaj pride zaključek, kateri je še tako važen tudi za moje, za tvoje življenje. Tudi za mene in za tebe dnes. Ne samo za te bil to važen zaključek, pač pa je važen za moje, za tvoje življenje. Pojdite in povejte njegovim učencem in Petru, pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli, kakor vam je rekel. Dragi moji, dve besede, kateri sta pripeljali cerkev Jezusa Kristusa do toga trenutka. Dve besede, kateri sta odločilne o uspešnosti mojega in tvojega služenja Bogu. Dve besede, od katerih je odvisno, ali da Kristusova cerkev šlo naprej, ali pa pojdite in povejte. Pojdite in povejte. Evangelist Matej od istega dogodka piše, ka so žene hitro zapustile grob in pravile to največjo novico učencem. Hitro so zapustile grob, hitro so odišle od tistec, gdje so doživele takšno čudovito stvar in to prenesle Jezušovim učencom. In zavolo toga, ker so žene bogale in to včinile, kako njim je bilo zapovedano. Zavolo toga, ker so mnogi Božji služabniki v zgodovini, v preteklosti bogale in Božjo voljo izpolnile, je ta novica prišla tudi do mene, do tebe. Jezus živi. Boš tudi ti širil to Božjo novico. Nojte Gospod v tom vode in nojte Gospod v tom blagoslovi. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebe za te čudoviti den. Hvala je Tebi za te čudoviti den spomina na dogodek, da je bil kamen od groba odvaljen. Zato, ker je to bil Tvoj poseg. Nebeški Oče, hvala je Tebi za tiste žene. Hvala je Tebi za vsakoga, za vsako ženo, za vsakoga moža, kateri je Tvojo novico širil, ker sem tudi jaz lahko deležen te novice. Nebeški Oče, hvala je Tebi, ker sem tudi jaz, ker so tudi moji bratovje, moje sestre, ker smo lahko soudeleženi v širjenju te vesele novice, ker Ti živiš, ker Jezus Ti živiš, ker smo lahko soudeleženi v tom, ker to veselo novico prinašamo tudi drugim ljudem. Nebeški Oče, hvala je Tebe, ker Ti blagoslavljaš to, ko mi delamo za Tvoje kraljestvo. In hvala je Tebi, Nebeški Oče, ker boš blagoslovil vsako iskreno prizadevanje Tvojih služabnic, Tvojih služabnikov. Da ne razumete Tvojo besedo in jo sprejeti in živeti po njej v vsakom trenutku našega življenja. Bo z nami naprej. Amen. Amen.